Je vroč julijski dan v stanovanjskem kompleksu v Kalamazuju v Michiganu, kjer policija se odzove na prijavo streljanja. Je tukaj noter? Ja, tukaj me ustavljajo na spodnji strani stavbe 1332 pri severnem stopnišču. Ne vem. Na območju stopnišča prvi reševalci najdejo 30-letnega Charlesa Leea Warrja, ki je utrpel strelno rano. Po navedbah oblasti je bil žrtev prepeljan v bolnišnico, kjer so ga kmalu zatem razglasili za mrtvega. NATO policisti iščejo morebitne priče. Kaj ste danes slišali ali videli? No, bila sem noter, ko sem mi urejala lase, slišala sem strele, padla sem na tla. In ko nisem več slišala strelov, sem pogledala skozi vrata in jaz... Zato sem šla do stopnic in to je tisto, kar zdaj vidim. Ali prepoznate tistega moškega tam noter? Videla sem ga že tukaj, ampak ne vem. Preiskovalci prečešejo prenatrpan kompleks in na koncu se osredotočijo na eno stanovanje, za katerega verjamejo, da je povezano s kaznivim dejanjem. Po tem hodniku policisti opazujejo vrata, potem ko so večkrat poskušali potrkati. A nekaj minut kasneje jih preseneti ženska, ki pride iz stanovanja. Če nimate nič proti, bomo šli kar tukaj ven, tukaj bomo govorili, prav? Kdo živi tukaj? Ali živite tukaj sami? Da. Ste vi navedeni v najemni pogodbi? Da. Stopite še malo bolj ven. Da sem. Kako dolgo že živite tam? Skoraj 4 leta. 4 leta. Zakaj mi postavljate vsa ta vprašanja? Samo iz stanovanja sem stopil. Tako da vas trenutno samo obveščam, kolikor pač fizično zmorem. Preiskajmo streljanje, ki se je zgodilo tukaj, v redu. In utemeljeno sumimo, da sledi trenutno vodijo do vašega stanovanja. Moje stanovanje. Saj to so nekatere informacije, ki jih imamo trenutno. Zato moramo postaviti ta vprašanja o vašem stanovanju. Ja. Lahko grem noter in preiščem karkoli želite. Hej, nihče! Ženska se strinja, da policija preišče njeno stanovanje, ko hitro najdejo predmet, ki jih zanima. Ta nenavadno postavljen nahrbtnik. Yes. Kje so? 30 sekund je mimo in skoraj sem že končal. No, če kaj pomaga, osebna izkaznica v tem nahrbtniku je na ime Don Quay White. Definitivno je bil že prej vpleten v nekatere preiskave streljanja. Policija najde osebni dokument 23-letnega Don Quay Whitea, ki ga kasneje opišejo kot sina najemnika in znanega osumljenca v drugih preiskavah streljanja, pravijo pri policiji. Preiskovalci so kasneje po pregledu nadzornih kamer na območju kot osumljenca streljanja identificirali Don Quaya in njegovega brata, 21-letnega Deonteja Armstronga. Rekli so, da je to precej dobra preiskovalna sled. Tema bo skoraj kot... Ja, res je. Bil z svetilko za pištolo, poleg osebne izkaznice. Policija je povedala, da so v nahrbtniku našli tudi torbo za pištolo in svetilko za pištolo. Shranil velik žep za to. No, najprej sem hotel torbo za pištolo. Kle je sam kup mila, ker je včasih zguba. Ampak mislim, da ne vem, če te to naredi zgubo, če se dejansko kopaš pa tuširaš. Ampak... Mislim, da tega niso počeli v poznem 20. stoletju z gripo in drugimi skupnostmi. NATO policija želi znova govoriti s stanovalcem stanovanja. Prinesel sem ti hrano in vse to, v redu. Ali še kdo drug prihaja ali odhaja iz tvojega stanovanja ali kaj podobnega? Ne. Moj sin pride, reče živijo mama in to je to. Kdo je tvoj sin? Don Quay. V redu, to je bilo moje naslednje vprašanje glede nahrbtnika z osebno izkaznico na ime Don Quay. Ne. Mama njegovega otroka je prinesla njegova oblačiva sem, pazila ga je. Tako dolgo je to že bilo? Včeraj. V redu, kdaj si nazadnje videl Dona Quaya? Nisem ga videl, prej sem govoril z njim. Poklical me je in me vprašal, kako sem, ker se ne počutim dobro. Ampak v redu, torej preverja, kako si in ali si v redu in vse to. V redu. Ali je bival tukaj pri meni? Ne, nikakor ne. Kje je bival? Ne vem, je odrasel, ne vem, ne. Gre to.
Čeprav družinski člani trdijo, da ne vedo, kje je Don Quay, ga en teden kasneje izsledijo in soočijo z enoto specialcev. Policija, pokažite roke! Stopite ven zdaj! Stopite ven! Roke visoko v zrak! Roke visoko v zrak! Pejdite po stopnicah dol! Pejdite po stopnicah dol! Imam. Hodite nazaj. Pridite naravnost k meni. Pridi nazaj, Craig. Gospa. Roke za hrbet. Prepletite prste, človek. Prepletite. Si redo? Oblasti so moškega, ki ga vidite tukaj, identificirali kot Don Quay White, enega od osumljencev za streljanje. Njegov brat, Deontay Armstrong, pa je trenutno še vedno pogrešan. On je v redu. Pojdite ven po tej poti. Es Gizirium. Šalite se s tem. Zakaj sem tukaj? Don Quay je pospremljen na policijsko postajo, kjer policisti čakajo na detektive. Kaj za vraga je to, stari? Ja, to je dobro vprašanje. Je to detektiv? Kako ste? Lepo. Je detektiv na voljo za razgovor? Kater detektiv je prišel tja? Ne vem, rekli so nam, da ga pripeljamo sem, na razgovor z detektivom. V redu, kako mu je ime? Kako ti ime? Vi ste počasni kot Don Quay White. Vi ste res upokojeni, stari. Kako upravljate delo, med? Vem tudi, kdo ste nas aretirali. Nisem bil tam v zelenih uniformah. Samo nesvesti ga. Naj bi koga poznal. Mislim, da sem. Ja, ker padi naprej, ja bi dali šlah uvrjam. Sčasoma je Don Quay nameščen v sobo za zaslišanje, ko pridejo detektivi, da začnejo z zaslišanjem. Hej, Don Quay. Je kdo noter, stari? On je pravkar. Prišel noter pa se pogovarja s tabo. Ja, stari. Koliko si star? Si star 21 ali 22? Sem odrasel. Točno to pravi. Koliko si star? Kaj to pomeni? Polnoleten. Kaj pomeni polnoleten? Nad 19-20 let. Nato so detektivi Don Quayju prebrali Mirandine pravice, preden so nadaljevali. Ali razumete pravice? Ja, človek. Sam zmešan sem v glavi. Ja. Brate, v redu. Moš povedati na glas, človek. Ne moram ti brati misli. V redu. Si pripravljen za pogovor? Prav veš, o kom govorimo. V redu. No, tvoje ime se je pojavilo v preiskavi, na kateri delamo. Sweet One. Ali ni bilo moje ime omenjeno v preiskavi? Torej, vi vsi. Kaj misliš, zakaj gre? Res me ne zanima, ker se je pojavilo moje ime. Moje ime bi lahko povezali s čimerkoli. Kot kaj? Kaj pa delaš? Ne skrbi za to, sam pravim, da je lahko marsikaj. Moje ime se omenja pri vsem mogočem sranju. Ne vem, kaj je bilo. Če je moral gibati, kaj bi rekel? Ne ugibam, prijatelj, v redu, odhajam. Kljub začetnemu nasprotovanju, preiskovalci razkrijejo še en dogodek, za katerega menijo, da bi lahko pojasnil motiv za napad. Preiskujemo precej resen primer, kjer ga je skoraj zbil avto. Si slišal za to? Ti je tvoj brat povedal o tem. Skoraj ga je zbil avto. Ja. Ja, tega se spomnim. Ja, to je kar resno, kaj ne? Ja, imamo priče, ki so rekli, da ga je skoraj zbil avto, kaj ne? Preiskujemo to. Prav. Koga je skoraj zbil avto? Tvoj brat, moj brat. Ja. Povej mi o tem. Povedal mi o tem. No, v resnici mi ni povedal veliko. Rekel je samo, da je prečkal cesto. Kot da je jebeno pospešil avto nekaj tacga. Kot da prisegel je na svojo čast. To je vse, kar mi je povedal. Res ga nisem veliko spraševal, ker veš, krvavel sem. Je bil videti precej pretresen zaradi tega. Se gre skoraj zbil avto. Ja. Vklical me je pozno in zvenel je, kot da je bil... Ne vem, če je bil prestrašen ali je jokal takrat, ampak v njegovem glasu si lahko slišal, da je bil... Veš, kot da se je nekaj zgodil. Ali je kaj rekel o tem, da bi poskušal ugotoviti, kdo je ta oseba? Mislim, kdo pa ne bi? Kaj za vraga? Mislim, udaril te je, poskušal te je udar. Kaj bi ti naredil? Nisem se pogovarjal o tem. Ne boš poklical policije, ker si ohlač. To je tisto, kar vi počnete. Mislim. Če sem iskren, človek, če bi vedel, kam je avto šel, bi verjetno iskal in poskušal ugotoviti, kdo je vozil tisti avto. Se ti ne zdi?
Z njim se o tem nisem pogovarjal. Je rekel, da bo poskušal ugotoviti, kdo je ta oseba. Sej sem ti ravno kar povedal. Povedal mi je, kaj se je zgodilo. Ja. In povedal sem mu, da sem z malim Johnsom, zato sem ga poklical kasneje. Nikoli več nisva govorila o tem, tako da ne vem kaj. Torej, to je bilo to. To je bilo to. Ja, počakaj. Ni omenil, kdo je to naredil ali kaj podobnega. Ne poskušam te večkrat vprašati iste stvari. On sem želi, da to narediš. Sam vprašaj, veš kaj? Ali je ugotovil, ali ve, kdo je to naredil? In boš spet vprašal isto sranje. Ne, prav, kaj za vraga? Ne vem, on ve. Rekel sem ti, naj govoriš o tem, kar se je zgodilo, in od takrat o tem sranju nisva govorila. Tako da ne vem, kaj se je zgodilo, ali če je ugotovil, kdo je to naredil ali ne. Kaj za vraga ni v redu s tabo? Brej, Prezgodaj je za to, brat. Si mu kaj rekel, naj kaj naredi, ali si ga samo poslušal in rekel nekaj v stilu, ja, zdaj ne morem govoriti. Ne, nisem. Ne spuščam se v take stvari, ko sem svojo punco. Samo rečem v redu in odložim. To je bilo to. Don Quay večkrat zanika vpletenost v incident, razen telefonskega klica. Toda ko ga policija sooči z videoposnetki, se njegova zgodba hitro spremeni. Torej, to je to, veste, Fox Ridge ima kamere povsod, če tega ne morem videti, prav? Torej, povejte mi, kaj počnete tukaj? Mislim, da je to približno takrat v časovnem okviru, ko je bil vaš brat skoraj povožen. Torej, ste samo zunaj ali kaj počnete tukaj? Grem ven. V redu, ne veš, kaj počneš, Matt. Kaj te je spodbudilo, da si zapustil stanovanje? Zakaj si zapustil stanovanje ravno ob tem času, ob 17:55? Je poletje, vroče je. Kdo bi hotel sedeti v hiši ves dan? Povej mi, kako je to smiselno. Ti, 20 let star in ura je 17:55. Kaj, Julije, vroče. Kdo bi hotel sam sedeti v hiši? Bodi resen, mislim, ne sediš samo v hiši. Ne, vroče je, grem na svež zrak. Ni mi treba biti zaprt v hiši. Vroče je, nihče ni rekel, da moraš. Samo sprašujem, kot, posebej. Zdi se, da se premikaš z nekim namenom, kot da greš nekam. Lahko bi šel po kaj zase, hrana je zunaj. So hiše s sladkarijami. Lahko bi šel po kaj za pokadit. Karkoli. Ampak se spomniš, kaj takrat počneš? Kaj bolj konkretnega, ne samo na splošno. Veš, kaj mislim? No, vse sem ti povedal, šel sem nekaj pojest. V redu, to je v redu. Najprej v usta, šel sem nekaj pojest. Jaz načo hiša, prigrizki hiša, dej no stari. Kje je to? Zadaj. Ne vemo, kje je to človek. Ne vem, kje je na trenutnem mestu. Zadaj, kjer vidiš. To je Alumo. Kaj za vraga mislim? Še nikoli nisem slišal za načo hišo v hiši. Prav, ne boš slišal tega, prijatelj. V redu. Čez dan, popoldne, kaj si počel tisti dan popoldne? Brate, bil sem sinom, dobil sem službo. To je nekaj hrane, prijatelj. Zdaj se detektivi odločijo, da je čas za razkritje. Vedeli so več, kot so pokazali. Opazili smo, da vas je prejšnjo sredo poklical približno ob tem času, preden ste prišli iz tiste stavbe. Se spomnite tistega pogovora? Samo poklical me je in rekel, ne pridem ven. To je vse, kar se spomnim. Nisem smel iti po hrano, ampak sem bil že na poti ven. Torej, v redu. Kar preiskujemo, poleg tega, da je bil on skoraj povožen, je to, da je bil nekdo ustreljen in ubit. V redu. In zato želimo govoriti z vami. V redu. Želimo vam dati priložnost. Da razložite, zakaj se je to zgodilo, prav? Poslušajte za trenutek. Ne vem. Poslušaj. Vemo, da si ti tako zgoden za bilo. V redu. Veš, da obstajajo posnetki. Veš, da je veliko dokazov, prav? Vemo, da se je to zgodilo. Tisto, česar ne vemo, je zakaj. Ali obžaluješ to, kar si naredil temu tipu? Človek, obžalujem vse, kar naredim. Ali ti je žal, da si ustrelil tega moškega? Seveda. Za nekoga, veš? Zakaj si ga potem ustrelil? Hej. Zato ker kaj? Ker je poskušal udariti tvojega brata in zato si to naredil. Človek, nisem nič sumljivega naredil, resno. Ampak kaj naj še rečem?
V redu, imate zapis, moj brat ga je klical Flem, pustil je moj avto in vse to. In pa sem šel ven, se vidite, resno. In pol je moj brat zakričal od tam čez. In tip je bil nekak čuden, dal mi je čuden, nelagoden občutek, premikal se je precej hitro in me je mal prestrašil. Začel je segati po nečem. In kot ne vem, kaj se je dogajalo. Ne vem, kaj se je med njimi dogajalo ali ničesar, preden sem prišel ven, ampak segal je nekam, zaradi česar sem postal živčen. Ona pa je rekla, ne vem. In potem na ulicah igraš igro, ubij ali bodi ubit. Razumeš? In bojim se za svoje življenje. Počutim se kot on. Moj brat me kliče in pravi, karkoli je že rekel. Nisem slišal, kaj je rekel, ampak imam občutek, kot da je bil. Da mi bo nekaj naredil. Don Quaid priznava, da je ustrelil žrtev. Pravi, da ga je bilo strah za svoje življenje, vendar detektivi še vedno želijo več odgovorov. Kolikrat si ga ustrelil, kolikrat si streljal? Ne bom ti lagal. Sploh nisem mislil, da si bil ti. V redu. Veš, kolikrat si ustrelil? Približno 5-krat, 4-krat ali 5-krat. V redu. Moramo najti tisto pištolo. Veš, kaj si naredil z njo? Ne. Nekdo mi je to vzel. Redu, kdo je to? Ne vem, kdo je ta oseba, ampak so te vzeli kot tebe kot tugi, kot... To je kot, veš, kako nekaj dobiš. Ampak... Daj mi to, njega, ne boš dobil nazaj. Tako da, ne vem, kje je tista pištola, mislim, vzel je nama obema. Aha, v redu. Ampak takrat, ko sta se spet srečala, si mu jo dal, Deonteju. In potem sta šla naprej od tam. Sej veš, mislim, obstaja posnetek tega. Video in moral bi vedeti, kaj mi pokažeš. Ja. Ampak to, kar zdaj praviš, je, da je nekdo vzel to od vaju obeh in zdaj ne veš, kje je. Lahko poveš, kaj sem rekel. Ja, to je to, kar si rekel. Poslušaj. Preveč si lepa, kakšna si, kaj želiš, da povem? Ne vem, kje je to? V redu. Ne moram ti kar dati odgovorov na to, kaj se je zgodilo s pištolo, ker ne vem. V redu. In sem 100% iskren, nisem vedel. Cenim to, prijatelj. Upam, da ima morda Deontej boljši odgovor na to, ker veš, on je tisti, ki je pobegnil s pištolo. Približno 3 meseci so minili, preden so Don Quaidovega brata, Deonteja, po poročanju aretirali ameriški maršali v okolici Chicaga. Zdaj smo se pridružili drugemu osumljencu, ko so detektivi končno dobili priložnost, da ga soočijo z enakimi dokazi. Povej mi, kaj si počel. Torej, danes je 24. julij 2024, ura je približno 17:44. Se spomniš, kaj si počel, Mat? Grem ga iskat. V redu. Torej, to si ti na posnetku. Živiš v tej stavbi. Ja, v redu. Torej, šel si čez tam. V redu. Torej, to je približno ob 17:45. To sploh ni blizu mesta, kjer je bilo streljanje. To ni nič podobnega. Kdaj je bilo streljanje? Približno 10 minut potem. Nikakor ne. Torej, to je bil samo en video, ki sem ti ga želel pokazati, prav? Stavba, kot si me videl hoditi ven iz nje. Gneče ob 5:55. Če predvajate ta posnetek, vam bo vse jasno, kaj ne? Torej praviš, da te kamera ob 5:55 ne bo pokazala? Ne, pokazala bo Don Quaida, kako hodi skozi zadnja vrata, stari. Mene ne bo pokazala. Je to takrat, ko ga je poklical? Kdo? Je to takrat, ko ste poklicali Dona Quaida, tik preden je odšel iz tiste stavbe tam? Ne, poklical sem Dona Quaida zaradi lesa. Ampak Don Quaid ni odgovoril. Zato sem ga poklical. Zato sem rekel, nimam nič proti temu, da potrdim, ampak moram vedeti, da bom dobil neko vrsto. Veš? Ne pravimo, da si ti tisti, ki je streljal. Nekateri ljudje to čutijo. Prav. In poslušaj, to ti bomo pokazali. Zato sem tako zmeden. Nisem nikogar ustrelil. Torej, to si ti, ki se vračaš, kaj ne?
Kaj si mu pravkar vzel? In samo zapomni si. Ker se spomni, rekel je, da želi sodelovati. To je to, ne bom lagal. Če vi, ne vem, imel je, kot da, ne vem, če lahko sledite njegovemu, ampak ko je to naredil, je rekel, dovolj ima. Dal mi je telefon, svojo travo, svojo tehnico. Dalje. Obe pištoli prav tukaj. Dal mi je telefon. In ne govoriva o tem, da ga odneseva do otroka. Moja miška. Ko voziš? Šel sem tja, nihče ni odprl vrat. Noben, kot v tistem videu, ne kaže, da mi je tisti tip dal pištolo. Pokazal sem ti, hej, vzel sem ga, ampak to ni bila pištola. Sedi za trenutek, prav? Pravkar si rekel, da želiš sodelovati in biti iskren. In tu perveržam. Prijatelj, poslušaj. Imel sem njegov telefon in njegove droge. Dobesedno, njegov telefon in droge. In rekel je, takoj se vrnem. Šel je k svoji mami. Šel sem vzeti njegov telefon, materi njegovega otroka. Draga, moj tip se je oglasil. Si vedela, da je pravkar nekoga ustrelil? Tega ne bom rekla, ampak rekel je, da ima dovolj. Je zadaj. Si slišala strele? Ja. In zato sem se čudno obnašal. In dobesedno tam je stalo toliko ljudi in vse... Tam zunaj je veliko ljudi, ja. Ko pokličeš Dona Kveja, kaj mu poveš? Mu rečeš, lej, ta tip je tukaj zunaj, ali rečeš, hej, pokliči zunaj, ali kaj rečeš? Ujel sem ga po telefonu, rekel je, Big Wood. To je bilo to. Ja, v redu. Okay. Naj ti to pokažem, v redu? In to ti bo jasno, ko boš to videl. Ugibam in tako naprej. Ja, to so samo posnetki zaslona. Torej, to je to. Poslušaj za trenutek. To je pištola v njegovi roki, prav? Prav. 100% prav. In takrat je začel govoriti. Tam ima pištolo v roki. Pripravljamo sedež. Torej poslušaj, sedi in poslušaj. Naslednji kader je to. Ne, stari. To je posnetek zaslona. Ampak pravim, če pogledaš video, če res predvajaš video, ko pride tja, nekaj skriva. Gre in nekaj išče v žepu. Poslušaj, to je z naše perspektive, prav? Mi nismo tam. Hočem, da vidiš skozi naše oči. Vidimo senco pištole. Vemo, da bi nekdo pravkar ustrelil. V isti roki je pištola. In zdaj kar naenkrat. Ampak zdaj je kar naenkrat v tvoji roki. V isti roki kot prej. Ampak to ne izgleda kot nobena. Orožje, ki bi mi ga zdaj kdo izročil. Ne vidi se nobene sence, da bi mi kdo podal orožje. Razumemo, zaradi česa smo zaskrbljeni, kaj ne? To je zato, ker ti je izročil pištolo in zdaj ne vemo, kje je pištola. Ker je to tisto, kar si je Justin Bolton prislužil. Tako da nismo vedeli, kaj je pištola. Ja, ima smisel. Ni mi izročil nobene pištole. Tip mi je dal svoj telefon, veš, in nismo streljali. Res ne. Kljub temu, da so mu pokazali videodokaze, Deontej še naprej zanika, da bi vedel, kaj se je zgodilo z domnevnim morilskim orožjem. NATO preiskovalci raziskujejo nenadno izginotje Deonteja po umoru. Zakaj bi šel v Chicago in se skrival nekaj mesecev, kot da nisem šel v Chicago in se skrival, zamenjal telefon in počel vse te stvari? Zakaj bi to naredil? Če nisi mi česar naredil... Prvič, ta telefon je bil od moje bejbe. Ta telefon je bil njen. Pravzaprav sem jaz razbil telefon. Co veš? Če poskušate ugotoviti, kje je pištola, mislim, da bi morali to vprašati tistega človeka, stari. No, daj no. Stari, veš, kaj za vraga? Daj no. Nisem naredil ničesar s pištolo ali kaj podobnega, stari. Zakaj bi Don Kvej to naredil njemu? Mogoče, če ga vprašaš, to izgleda, kot da to pravi. Veš, da sta bila v sporu, sta se prepirala. Ja, ampak vam ne bom povedal. Ne morem, mislim... Ker nista bila. Da. Nista bila. Da. Nista bila v sporu. Kako je Don Kvej vedel, da mora takrat priti iz stavbe? Kaj misliš tem? Če sem ti pravkar povedal, mi, jaz in A, o moj bog. Vi pa ste rekli, no, videli ste tovornjak, kaj ne? Vi ste neumni. Ne, nisem videl tovornjaka. Pokazal si nanj in rekel, da je tam. Vozil se je skozi parkirišče, ampak rekel si, da je to avto. To je bil tovornjak. Ampak Don Kvej je prišel ven že veliko pred tovornjakom. Tudi če vi, zato sem rekel, da vi imate, jaz ne. Če ne boste šli po tisti 555 posnete, kjer hodi ven iz stavbe, je že prej hodil po travnatem območju. In kot lahko vidite, ste vozili prehitro skozi parkirišče.
Pohitev je po parku. Tako da, ko je Don Kihot hodil iz stavbe, je on že prej hodil ven iz stavbe, še preden je Čak sploh šel na parkirišče. Vidim parkirišče, Don Kvaj je zavil za vogal. Torej, vi ne boste kar sedeli tukaj in rekli, oh no, kako pa si vedel, da moraš ravno takrat iti iz stavbe? Ne, vi tega ne boste rekli, jaz tega ne bom rekel, brat. Kako naj sedim tukaj in poskušam narediti vtis, kot da vam lažem, ali pa, veste, ne, nisem, pravkar sem vam povedal. Tukaj sem po imuniteto in zaščito. To, da vam to govorim, me lahko stane življenja. Če je to isti domnevni tip, ki sem ga ustrelil, mora samo poklicati, jaz sem mrtev. Poslušaj, nehaj tolči po mizi, ker nočem, da odrejo noter in mislijo, da se nekaj dogaja. Prav. S tem smo zaključili. Razumem, da si jezen, ampak s tem smo zaključili. Pravim vam, da so imeli že prej spore. Vi ga boste samo videli in rekli, ne, ni jih imel. Kako bi vi to vedeli, če jih ne poznate iz dneva v dan? Ne, mislim, tako, nihče od nas ni rekel, da jih ni imel. Mogoče jih pa je. Mogoče jih je imel, ampak... Je na kameri predvajal nazaj. Rekel sem, da ga imajo. Ni imel. Prisežem pri očetu, babi. Moja mama. To je tetovirano. Prisežem pri očetu. Prijatelj, to je tetovirano. Na tem piše, da niso. No, če je on to rekel, se upravičujem. 99% sem prepričan, da je to zaradi tistega moškega, ker je vzel tisto pištolo. K svoji mami domov. Tako da je, ne vem, vi vsi, oni so kot da so zaklenjeni, poskušajo me aretirati zaradi pištole, za katero resnično ne vem. Ti so jo vzeli. Ne gre za nič. Resnično nisem upleten. Vi, vsi tisti, vse tiste stvari. Ampak to je, ne, ta moški je imel res, veliko prej kot jaz, on in še nekdo sta imela incident že prej. To je vse, kar pravim. On ne sme, ampak oni ne sme povedati. Če bi smel, bi vam lahko povedal, ker... Njegovi ljudje so delali kot njegov oče, čak dedi je bil celo, še preden je bilo to ime na računu, prav, da bi s kumovcem iskal Don Kveja. Poskušali so ubiti tega človeka že veliko prej. Njegova pištola, kaj ne? To bi... Če bi opravil test z detektorjem laži in bi te vprašali, ali si se kdaj dotaknil tiste pištole, bi ga opravil? Ja, prepričan sem, 100%, da bi opravil ta test. V redu? Daj si nazaj kombinezon, no daj. Ko rečem trgovec zaradi svojih tetovaž, ker ljudje samo govorijo, oprosti. Ampak jaz bi 100% upravil to, prijatelj. Nikoli se tega nisem dotaknil. In če je bilo vprašanje, ali si se dotaknil kot da, ali si prijel kot da, veš? Sedi dol, nočem, da kaj vidijo na kameri. Bilo je tako, če bi bil poligraf, kako naj to povem? Si se dotaknil tega pred ali po streljanju? Še vedno mi je pravo. Ne vem, kaj je naredil. Poklical je svoje ljudi, ali pa je, ne vem, nisem jaz ta tip stari. Vem samo to, da je to odnesel k svoji mami domov. In od tam naprej ne vem, kam je šlo. Tako Don Kvej kot Deontej sta bila obtožena umora prve stopnje s predhodnim premišljanjem in nedovoljene posesti strelnega orožja kot osebi, ki ji je to prepovedano. Brata sta bila kasneje vsak posebej spoznana za kriva strani porote. Don Kvej je bil obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta, medtem ko je bil Deontej obsojen na 40 do 65 let zapora. Naročite se zdaj za lažji dostop do najnovejših vsebin Law & Crime Bodycam.